Pridobivanje prodajnih kontaktov. Pridobivanje prodajnih kontaktov, v angleščini lead generation, pomeni pridobivanje kontaktov uporabnikov, ki se zanimajo za nakup izdelkov ali storitev našega podjetja. Ti nakupa običajno ne opravijo takoj. Postopek nakupa je lahko dolgotrajen, za večje stvari, kot je hiša ali čoln, lahko traja tudi več let. Zato poskušamo postopek konverzije obiskovalcev spletnega mesta v kupce poenostaviti, tako, da z negovanjem povečujemo njihovo zanimanje. Konverzijska pot je postopek, v katerem anonimni obiskovalec spletnega mesta postane prodajni kontakt, angleško lead. Bolje kot poznamo svoje ciljno občinstvo, večjo možnost imamo, da ustvarimo vsebino, ki bo uporabnike pretvorila v prodajne kontakte. Pomembni elementi konverzijskih poti so poziv k akciji, angleško call to action ali CTA, pristajalna stran, ki običajno vključuje obrazec, zahvalna stran in končna točka, ki je običajno e-knjiga, webinar ali drug magnet za pridobivanje kontaktov, za katerega so nam uporabniki posredovali svoje podatke. Konverzijsko pot lahko optimiziramo z optimizacijo vsakega od elementov. Pristajalne strani morajo glavnemu cilju slediti s kratkimi obrazci, ki od uporabnikov ne zahtevajo preveč podatkov. CTA-ji morajo biti usklajeni z vsebino na pristajalnih straneh. Zahvalna stran lahko vsebuje dodatno vsebino, ki uporabnike vodi naprej po nakupni poti. O segmentaciji smo govorili v modulu z naslovom e-poštni marketing. Verjetno se spomnite, da lahko občinstvo segmentiramo z vsemi podatki, ki jih imamo o prejemnikih, kot so panoga, starost, obstoječa ali potencialna stranka in drugo. Avtomatizirano pošiljanje oziroma workflowi nam pomagajo uporabiti segmentacijo in bolje negovati prodajne kontakte. Marketinška avtomatizacija je pomemben del pridobivanja prodajnih kontaktov, saj omogoča, da pravo vsebino posredujemo v pravem času in tako pomaga pri konverziji obiskovalcev v prodajne kontakte in prodajnih kontaktov v kupce. Ko je uporabnik odprl e-poštno sporočilo, kliknil na določeno povezavo, prenesel e-knjigo ali si ogledal webinar, vse to deluje kot sprožilec za pošiljanje ustreznega e-poštnega sporočila in vodenje uporabnika naprej po nakupni poti. Vsi uporabniki seveda niso pripravljeni za nakup. Nakupni cikel je lahko zlasti v nekaterih panogah dolg, zato potrebujemo mesece ali celo leta negovanja. Poznamo različne sprožilce workflowov. Temeljijo lahko na podatkih, ki jih poznamo o kontaktih ali njihovih podjetij, pa tudi na drugih podatkih, naprimer, katera e-poštna sporočila so odprli in klikali, katerih dogodkov so se udeležili, kaj so počeli na spletnem mestu, na katera e-poštna sporočila so naročeni in tako dalje. Zdaj pa pojdimo na točkovanje leadov, angleško lead scoring. Gre za pomemben koncept pri pridobivanju leadov, saj nam omogoča, da leade razvrstimo glede na njihovo prioriteto. S točkovanjem leadov merimo vrednost potencialnih kupcev in njihovo pripravljenost za nakup. Prodajniki lahko stopijo v stik s potencialnimi kupci, ki imajo največ točk. S točkovanjem leadov določite, kako kompatibilen je lead z vašim izdelkom ali storitvijo, kako te leade razvrstiti glede na njihovo prioriteto in kakšni naj bodo nadaljnji prodajni koraki. Poleg tega lahko marketing in prodaja izbereta tiste lastnosti, ki so pomembne obema, kar pomeni, da so leadi, ki jih marketing preda prodaji, usklajeni z obema ekipama.
Točkujemo lahko različne podatke. Demografske podatke, podatke o podjetju, aktivnosti na spletnem mestu, kot so obiski določenih strani, prenosi e-knjig, prijave na webinarje in ogledi webinarjev, izpolnitev kontaktnega obrazca in tako dalje. Seveda imajo vsi ti primeri različne vrednosti in točke. Večja kot je verjetnost, da zaključimo prodajo, višje mora biti število točk. Vpletenost pri e-poštnih sporočilih, angleško engagement, se pravi odpiranje in klikanje na povezave znotraj sporočila, vpletenost na družbenih omrežjih in tako dalje. Tukaj vidite primer točkovanja leadov. V vsaki fazi nakupne poti točkujemo različne aktivnosti uporabnikov. Kot lahko vidite, pa ogledi strani ali e-knjige niso povsod točkovanje enako. Prenos e-knjige v fazi zavedanja dobi manj točk kot v fazi razmisleka ali odločitve. Enako velja za druge aktivnosti. Nižje, ko je uporabnik na nakupni poti, torej bližje odločitvi za nakup, višja je njihova vrednost. Zdaj si oglejmo marketinško kvalificirane leade, MQL, in prodajno kvalificirane leade, SQL. Na sliki vidimo model marketinškega in prodajnega lijaka. Prodajnik, ki prejme SQL, se mora odločiti, ali je lead dovolj dober ali ga želi vrniti v marketingu v nadaljnje negovanje. Vsak SQL se torej lahko vrne nazaj med MQL ali pa dobi status prodajne priložnosti. Razlogi za vrnitev SQL nazaj med MQL so različni. Pogosto se to zgodi zato, ker lead nima odločevalske moči, ker je še prezgodaj ali pa so se spremenile prioritete. S prodajnim nagovorom leada, ki še ni pripravljen za nakup, ga bomo zgolj odvrnili od sodelovanja z našim podjetjem. Marketinško kvalificirani leadi so kontakti, ki so se že odzvali na marketinške vsebine, niso pa še pripravljeni na stik s prodajalcem. Primer MQL-a je na primer kontakt, ki je izpolnil določen obrazec v marketinški kampanji. Prodajno kvalificirani leadi so kontakti, ki imajo določene lastnosti ali so izvedli določene aktivnosti, zaradi katerih menimo, da so vredni časa prodajnikov. Pripravljeni so, da prodajniki z njimi stopijo v stik in potrebujejo več informacij. Izkazali so zanimanje za storitev ali izdelek, obiskali so spletno mesto, se udeležili webinarja, prenesli e-knjigo. Hkrati pa sodijo tudi med ciljne skupine podjetja, določena panoga, velikost in prihodki podjetja in tako dalje. Poglejmo si nekaj vprašanj, ki si jih lahko zastavimo pri definiranju MQL-ov in SQL-ov. Je podjetje dovolj veliko? Ali ima kontakt odločevalsko vlogo? Je morda še študent? Je vaše podjetje specializirano za B2B, se pravi posluje z drugimi podjetji in je kontakt iz zelo znanega podjetja? V kateri panogi deluje kontakt? Je to panoga, za katero ste specializirani? S podatki, ki nam jih posredujejo v zameno za želene vsebine, lahko izvemo več o prodajnih kontaktih. Kot smo že omenili, pri konvertiranju leadov ne zahtevamo preveč podatkov, razen če imajo vsebine, ki jih ponudimo v zameno zanje, zelo visoko vrednost, na primer e-knjige ali webinarji. Zato uporabljamo tako imenovano progresivno profiliranje, progressive profiling. Vsakič, ko uporabnik na našem spletnem mestu opravi konverzijo, ker se je na nekaj prijavil, ga prosimo za dodatne informacije. Tako nam na primer o prvem prenosu e-knjige zaupa ime, priimek in e-naslov, naslednjič pa ga povprašamo še po imenu podjetja, če prodajamo podjetjem.
Preveriti moramo tudi, ali zadostuje kriterijem, združenim pod kratico BANT. Budget. Kolikšen proračun ima na voljo? Authority. Kdo je odločevalec? Need. Ali čuti neko potrebo oziroma težavo, ki jo naše podjetje rešuje? Timing. Je čas pravi? Študent, ki je prenesel e-knjigo in si ogledal webinar, se na prvi pogled zdi ustrezen, vendar nima proračuna ali odločevalske moči. Preden nadaljujemo z naslednjim modulom, pa še nekaj načinov, kako lahko marketing pomaga prodaji. Prednost pri prodaji leadov iz rok marketinga v roke prodaje je, da prodajniki poznajo vsebine, ki so jih ustvarili marketingaši in jih persone berejo, gledajo ali poslušajo. Saj bodo tako lahko nemoteno nadaljevali pogovor. Marketing lahko podpira prodajo z vsebinami, kot so študije primerov, enostranske predstavitve podjetja ali izdelka, prosojnice, analize, poročila, vodiči ali e-knjige z vsebinskimi predlogami za e-sporočila in tako dalje. Pa pojdimo na naslednji modul.